Glasovi vaši vode zdravijo kitiče, ne pogasijo divje ognje in grmade. Naj petje vaše seje tisočira zek, prekrije naj bojišča, ustavi vse molitve. Preorite vsa polje za ljubezni s tem, da žebi bomo žlahne upanja ljudove. Osvobodite tiranske zlobite okove, o enakosti zapovedi. Naj revščina ne bo krivično vreme, v ljubezni kraj in dežela tisti, kjer ljudje so pred sovraštva in zavisti. K dobremu naj ta naš svet popelje vaše. Namesto vojne naj bo nami rada mir. Naj iz sveta izgine nič prej. Spoštujmo zemljo in darove njene. Naj zaradi rase ali barve ni nikjer razlike. Naj bomo bratje vsi in sestre, častni in veselo naj planet ob petju diha zdaj svobodno. Večeri in hvala lepa gospod Francu Pilcu za ta uvodni nagovor, pravcu Mladinske skupine Kulturno-umetniškega društva Pike. Torej še enkrat pozdravljeni. Svetovni dan zborovskega petja je projekt, ki ga je na predlog južnoameriškega skladatelja in zborovodje Alberta Grava leta 1990 začelo Mednarodno združenje za zborovsko glasbo. Zavedajoč se, da je zborovsko petje najbolj razširjena umetnost na svetu. Harmonije milijonov pevskih zborov odzvanjajo po svetu, spletajo prijateljstva, zbližujejo stare in mlade, leve in desne ter slabijo mir. In imamo dan, da se po celem svetu zamislimo, kaj nam pomeni in kaj nam daje skupno prepevanje. Ni presenečenje, da se je Maribor med prvimi pridružil dobrej ideji, saj je stoletna zibelka zborovskega petja. Zvrstilo se je že veliko praznovanj, na katerih smo častili lepo petje in ljudi, ki imajo zasluge zanj. Pandemija je za 2 leti zaklenila naš tempelj zborovskega petja, zato se toliko bolj veselimo nocojšnjega srečanja, ki ga posvečamo 80-letnici Antona Žurana. Ravno o tem nam bo spregovorila doktorica Tina Bohak-Adam, docentka na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, ki jo vabim na uvodni besedi. Spoštovani Tone, spoštovani vsi navzoči. Danes je poseben večer. Večer, ki ni posvečen le svetovnemu dnevu zborovstva, pač pa slavimo tudi visoki jubilej Toneta Žurajana. Slavimo 80 let življenja z glasbo. Glasbeni pedagog, zborovodja, skladatelj in glasbeni publicist Tone Žuraj je otroštvo in mladost preživel v rodni Hotinji vasi. Glasba mu je bila tako rekoč položena v zibelko, saj je mama Ana vsakodnevno pela ljudske pesmi s svojimi 2 otroki. Tonetom ter njegovima sestrama Marijo in Terezijo ter jih tako pomembno peljala v svet glasbe. Po poroki z Danilo, rojeno Jarc, leta 1973 se je preselil v Rače. V zakonu sta se jima rodila sinova Vito, ki ga uvrščamo med najvidnejše slovenske skladatelje srednje generacije, uveljavljene tudi v mednarodnem prostoru, in Jaro,
pravnik in danes uspešen podjetnik. Žurajeva profesionalna glasbena pot se je pričela z vpisom na srednjo glasbeno šolo v Mariboru ter kasnejšim študijem kompozicije na Ljubljanski akademiji za glasbo, kjer je diplomiral leta 1972. Čeprav je pridobil formalno izobrazbo, ki mu je omogočila odprte možnosti za profesionalno skladateljevanje, nikoli ni imel posebne afinitete ostati le skladatelj. Osebno ga je zanimalo poučevanje, s katerim se je prvič seznanil že med študijem. Ko je eno leto poučeval solfeggio na glasbeni šoli Center in Lenart, nato pa še eno šolsko leto na osnovni šoli Rače, kjer je prevzel tamkajšnji pevski zbor. Leta 1970 se je zaposlil na gimnaziji Miloša Ciperška, danes tudi gimnaziji Maribor, ki je ostala njegova domicilna šola vse do upokojitve leta 2005. Svojo pedagoško obvezo je po uvedbi usmerjenega izobraževanja leta 1981 dopolnjeval sprva na medicinski in gostinski šoli, od leta 1992 pa na prvi gimnaziji v Mariboru. Svojo profesionalnostjo, vztrajnostjo, prizadevnostjo in srčnim pristopom je v 35-letni pedagoški in zborovski karieri pomembno vplival na številne generacije gimnazijcev in drugih posameznikov ter v njih spodil estetski hit za glasbo. Pomembno prelomnico v življenju Doreta Žuraja predstavlja leto 1975, ko se je pričel ukvarjati z ljubiteljsko kulturo. Tega leta je prevzel oddelek Marles, ki ga je vodil 13 let, vse do leta 1989. Leta 1997 je prevzel umetniško vodstvo vokalne skupine Fantje na vasi. Kot popestritev njihovega koncertnega programa je leta 2001 povabil k sodelovanju nekaj pevk in posledično osnoval mešano vokalno skupino, ki si je leta 2002 nadela ime Škarjanček, po odličnem mladinskem zboru osnovne šole Rače, delujočim pred drugo svetovno vojno. Vokalna skupina se je tekom let razširila v zbor in se je preimenovala v komorni zbor Škarjanček. 5 let kasneje, leta 2006, so pevke sodelujoče v vokalni skupini Škarjanček ustanovile lastno vokalno skupino in jo poimenovale A-Capella. Tone Žuraj je vedno razmišljal izven okvirja in tako je kot profesionalni glasbenik presodil, da v lokalnem okolju primanjkuje koncertov z izvajalci profesionalne kvalitete oziroma višje oblike kulturne ponudbe. Njegovo zamisel in pobudo je občina Rače Fran podprla in tako je bil leta 2002 organiziran prvi novoletni koncert v Beli dvorani pred Rače, ki so postali tradicionalni. Leta 2012 je bil uveden ciklus 5 koncertov z naslovom Koncertni abonma Grad Rače, ki se še danes izvajajo v prelepi Beli dvorani pred Rače. Koncertnim sporedom prioritetno posvečajo pozornost izvedbam skladb slovenskih skladateljev, po možnosti mlajše generacije, kar je v slovenskem prostoru svoj vrstni publikum. Po prevzemu predsedniške funkcije kulturno-umetniškega društva Rače leta 2006 mu je po 60 letih uspelo pridobiti v gradu lasten društveni prostor, prav tako je pričel tudi z razširitvijo možnosti delovanja društva. Doslej sta namreč delovala le mešani pevski zbor ter vokalna skupina Fantje na vasi. Po 16 letih uspešnega vodenja kulturnega umetniškega društva Rače, v katerem uspešno deluje kar 11 sekcij, je v letošnjem letu predsedniško funkcijo predal Marku Pernerju. Za dolgoletno delo na področju je prejel številne nagrade. Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti v Bočni izpostava Maribor je leta 2000 Tonetu Žuraju podelila jubilejno zlato Galusovo značko, leta 2008 je kot umetniški vodja vokalnih skupin Fantje na vasi, A-Capella in Škarjanček postal prejemnik spominske plakete najvišjega odlikovanja občine Rače Fran. Leta 2011 je prejel diplomo o častnem članstvu v Zvezi kulturnih društev Maribor, leto kasneje pa srebrno plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Jesen življenja preživlja s soprogo Danilo v svojem domu v Morju pri Franku, kamor sta se preselila leta 2009. Uspešno vodi
Fatjana Vasi in Pela ter komorni zbor Škrjanček in je še vedno aktiven kot glasbeni publicist in skladatelj. V letu 2022 je v Žurajevi 80-letnici pri založbi Pivec prišla strokovna monografija, ki je na voljo tudi v predverju, z naslovom Jaz sem čujev vtiča peti, portret Toneta Žuraja, v kateri avtorji Viljem Babič, Leo Stefanija, Franci Pivec, Anja Pivec, Vlasta Stavar, Edita Forst-Kričkajšek in moja malenkost, ki sem tudi del uredila, celovito osvetlimo Žurajeve življenjsko pot ter njegovo delo ovrednotimo in ga umestimo v širše slovensko glasbeno in kulturno okolje. Kot profesionalni glasbenik, ki je vse življenje posvetil pedagoškemu delu in ljubiteljski kulturi, ostaja trajno zvest svojim načelom, predan glasbeni muzik in skromen v svoji veličini. Naj zaključim z mislijo Arlaja Evinga Stevensona, ki celovito opiše barvito prehojeno pot našega slavljenca ter daje spodbudo za naprej ne samo njemu, pač pa tudi vsem nam dvorani. V našem življenju ne štejejo leta, pač pa šteje življenje v naših letih. Vse najlepše, spoštovani slavljene zvone, in danes naj spregovori glasba. Tista vrsta umetnosti, ki vas vedno znova navdihuje in ste ji iskreno predani vse življenje. Tako, zdaj pa sledi koncert zborov, ki nosijo pečat našega jubilanta, ki je z njimi daljše, krajše obdobje delil ali pa še redi ljubezen do pitja in svojim strokovnim znanjem prispeva k njihovemu razvoju in ugledu. Nastopili bodo v zaporedju, kot so prihajali v Žurajevo zborovsko kariero. Kot prvega vabimo na oder mladinski pevski zbor druge gimnazije Maribor pod vodstvom Viljema Babiča. Pevski zbor druge gimnazije, ki ga predstavljamo v koncertnem listu, bo nastopil s tremi skladbami. Najprej bo v tehnični sestavi zapel pesem sodobnega slovenskega skladatelja Andreja Makorja Kamhitiš na besedilo pesnice in gledališke igralke Mile Kačič. Sledila bo skladba za mešani zbor kanadskega skladatelja Maurisa Durufleja, Ubi Caritas et Amor, kjer sta usmiljenje in ljubezen, iz zbirke motetov na gregorijansko temo, ki se poje o umivanju novega že na Veliki četrtek, so jo pa zapeli tudi na poroki princa Viljema in Catherine Middleton. In še enkrat Makor v tretji pesmi Romanca na besedilo Srečka Kosovega s posvetilom skladateljici in zborovodkinji Agnesi Maribor Tadej Furc. Mladinski pevski zbor druge gimnazije Maribor in zborovodja profesor Viljem Babič. Come
nastop je že pripravil mladinski pevski zbor prve gimnazije Maribor. Tudi njegovo predstavitev najdete v koncertnem listu. Nocoj podarjajo svojemu nekdanjemu zborovodi nastop, v katerem bodo zapeli. A Simbonanga Biko, nismo ga videli, gospel iz Južnoafriškega sveta, posvečen Mandeli v aranžmaju Johnnyja Clegga in Petra Gabriela. Tudi druga pesem je iz Afrike, Bolingo, božična pesem iz Republike Kongo, ki jo je priredil Žurgalina, Pošiljanje za ta svet. Tretja pa Bolinska iz Venečije, Oj Boži Mendele, Dolince, ki jo je za zbor priredil Upal Vrabec, mnogo let med obema vojnama zborovodja in profesor violine v Mariboru. Pri klavirju bosta zbor spremljala profesorica Maja Luta Kramberger in Brin ter na kahonu Vidi Viher. Mladinski pevski zbor prve gimnazije Maribor in zborovodkinji Polona Nekje Ožinger in Maja Luta Kramberger.
Naslednji trije zborovski sestavi pa prihajajo iz Rač. Vendar jih dobro poznamo, ker s svojo kakovostjo uživajo veliko popularnost in ogled na mariborskih in mnogih drugih koncertnih odrih. Skupno jim je, da jih vse tri umetniško usmerja Tone Žuraj, kar pomeni, da so izurjeni vokalisti in obvladajo vsestranski repertoar. Prve vabim na oder članice vokalne skupine A Cappella. Dela so začele kar na svoje, a so hitro poiskale še nasvete izkušenega Toneta Žuraja, ter se v tej kombinaciji v par letih povzpele v vrh slovenskega ženskega zborovstva, kar so potrdile s priznanji na tekmovanjih Naša pesem. Zapele nam bodo 3 pesmi: Toneta Žuraja Perpetuum mobile, Pavla Merkurja Zeleni porok, ki v lezijanščini pomeni travnik, in še enkrat Žuraj, velik muzika, vidi glasba, kompozicija, ki poznavalci pripisujejo posebno mesto v Žurajevem opusu. A Cappella pod umetniškim vodstvom Toneta Žuraja.
In odru so že fantje Čapasi. Sextet je že dovolj velika skupina pevcev, da lahko izkažejo svojo veščino, a slišimo tudi vsakega posebej. Fantje na vasi nam bodo najprej zapeli Občuteno, bil sem pisance žalostne Šriftice, ki jo je za svoj predvojni akademski pevski zbor priredil France Hermanov. Sledila pa bo veselo igra v dveh dejanjih, ki jo je ustvaril Tone Žuraj. Prvo dejanje, Jaz sem čuja vtiče peti, in drugo dejanje, Po cesti pa grejo trotoši. Fantje na vasi pod umetniškim vodstvom Toneta Žuraja. Dobil sem pisance žalostne šriftice, na mojemu ujmu srci, na mojemu ujmu
Čija ptiča piki, čija ptiča piki. Pa je bija, zelen kyšar. Te pa sen jaz bliže rykna, a bi ga po glavi byknul, a je kyšar vlykjo smykna. Smykna, 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 rykjo smykna, rykjo smykna. Te pa sen jaz bliže rykna, te pa sen jaz bliže rykna, ka bi kyšara zarycykna. Te pa me kyšar oko pykna, oko pykna, oko pykna, pykna. Te pa sen jaz, 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 te pa sen jaz. Na riflykna. Rice cajza, rice cajza. Odsyt ma grejo zrotości, odsyt ma grejo. Curi buri radi buri rice cajza, radi bojce drotoši, drotoši, drotoši. Kaj pa bojo delati, buri radi buri, kaj pa bojo bojo. Curi buri radi buri, curi buri radi buri, curi buri radi buri, curi buri radi buri rice cajza, radi bojce delali, delali. Skremojo rinkali. Rinkali. Rice cajza. Rinkali, rinkali. Kaj bojo pa s piskrami? Curi buri radi buri, curi buri radi buri, curi buri radi buri, curi buri radi buri, curi buri radi buri. Rice cajza, radi bojce s piskrami, s piskrami. Žipo bojo klikali, žipo bojo. Curi buri radi buri, 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 curi buri radi buri. Rice cajza, radi bojce klikali. Curi, curi, buri, buri, curi, curi, buri, buri, rice cajza, rice cajza, curi, curi, buri, buri. Curi buri radi buri, 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 drotoši! Tako še ena skupina nas čaka za hoteljem, kjer se morajo kakaj povezati v nov sestav. 2 minutka časa vam mi dovolite, da vam preberem izpoved enega od žurajevih pevcev. Takole gre. Šele ko sem se pridružil škerijanštvu, sem ga imel priložnost doživeti tudi kot pripovedjo. Njegova energija je zares neverjetna. Kljub poznim večernim vajam ni nikoli zares utrujen. Ampak vedno nežno osredotočen iskam glasbe v vsaki pesmi, ki jo povemo. Pri pesmi nas, pevce, najprej postavi na noge, da se ne lovimo,
Na to pa nam počasi iz vsake vaje razkriva, kaj želi v bistvu pesem povedati in kaj lahko pevci pomagamo povedati svojo interpretacijo. Po vaji vedno sledi še sproščeno kremljanje ter načrtovanje prihodnjih nastopov in izzivov, pravilo imamo po prigrizku in kozarcu vina, za kar prav tako sam poskrbim. Napisal Jan Žuran. In tako dobro zdaj kličem komorni zbor Šper Janček, kulturno-umetniškega društva Rače z dirigentom Tonetom Šrajem. Slišali popolni pesmi. Večerni ave Antona Frsterja v priredbi za mešani zbor Rada Simonitija. Poredko vam povemo tudi avtorja besedila in to je dr. Alois Merhars, bolni kanonik, sicer pa pesnik moderne, prijateljki Teja in Murna, ki je objavil pesmi pod ukrajinskim imenom Sardenko, kar v prevodu pomeni srčice. Druga bo ljubezenska pesmica Rudolfa Majstra Bojanova Skerzando, ki jo je posvetil svoji mladi ženi Manici Sterber, pomembni kulturnici, ki je 20 let vodila mariborsko žensko društvo. Glasbil jo je glasbeni likovni pedagog, skladatelj in zborovodja Janez Močnik. In kako bi Žurajev večer sklenili drugače kot Žurajev? Sama radost razigrana iz vinogradov se oprek. Lep, lep, lep poje zvečerja. Lep, lep, lep je finski breg. Mesta počasi, slovesni, kakor oče naš. Siv orjak se oglaša z vrha, naš, naš. Prisluhnimo za konec Klopocenjak Lazarja, ki jih je uglasbil Tone Žuran. Lep in naš. Thank you.
Spoštovani Tone, spoštovana dvorana, Maribor je zborovsko mesto in je zborovsko mesto že dolga desetletja. Danes slavimo okrogle obletnice in v zborovskem svetu se jih je v Mariboru nabralo kar nekaj. Leta 1862, torej pred 160 leti, se je v Mariboru zgodil prvi pevski nastop. Pevci so prihajali iz Celja, Slovenske Bistrice, Maribora, Slovenj Gradca, širše slovenske okolice. 70 let kasneje, 1932. leta, takrat že v Unionski dvorani, torej pred 90 leti, se zgodi prvo pevsko tekmovanje, tako imenovana Ipavčeva župa, predtekma za Ipavčevo župo. Nadaljevalo se je pred 60 leti, ko se v tej dvorani 1962 odvije prvo srečanje jugoslovanskih pevskih zborov, Naša pesem, ki se leta 70 prelevi v tekmovanje. To tekmovanje, dobrih 50 let od tega, se leta 92, torej pred 30 leti, spremeni še v mednarodno zborovsko tekmovanje. 30 let organiziramo še mednarodno zborovsko tekmovanje v tej dvorani. In prav mednarodno zborovsko tekmovanje je poneslo na zemljevid svetovnega zborovskega ustvarjanja našega Jakobusa Galusa. In pred 11 leti, na 11. tekmovanju mednarodnem, leta 2011, smo otvorili kip Galusa v preddverju. Ni naključje, da je takrat na otvoritvi nastopila Tonetova zasedba a cappella. In tako pridemo do današnjega dne, ko z velikim veseljem lahko podelim tega posebnega Galusa, ki je nastal izpod rok akademske kiparke Metke Gavčič in je namenjen za posebne priložnosti in za posebne ljudi. Danes je posebna priložnost in z nami je prav poseben človek, to je Tone Žuraj. Zelo me veseli, ker teh Galusov je bilo do sedaj podeljenih le nekaj in veliko čast mi je, da lahko tega Galusa danes podelim tebi, Tone. In seveda, spoštovana publika, ste vabljeni, da tudi vi zabojete z nami. Notni zapis najdete v knjižici in želimo vam še naprej lep večer, lahko noč in hvala lepa, da ste z nami preživeli ta res poseben večer našega Toneta Žuraja. Tone Žuraj in Združeni zbori, izvolite. Škrljače